En lepo zdrav, drage davke, drage davci, dobrodošli v prvi junijski oddaji Top Music. Tako kot vsako sredo smo tudi tokrat poskrbeli za vas in sicer zelo zanimive goste. Imamo pripravljen za vas danes kar 3 številne nagrade in presenečenja, zato vas vabim, da ostanete z nami. Še predtem pa vas vse vabim, da nas seveda pokličete ali pa nam pošljete SMS poročilo na našo številko 040 808 460 ter si izbirate seveda med glasbenim predlogom, ki ga želite poslušati v naši oddaji, ter si seveda tudi izborite kakšno našo nagrado. Začnemo kar takoj že s prvim gostom. Ostanite z nami. Rezidenca Istok fucking Gartner. Fante? Istok, je res, kar se govori, da imate svoj grad in svojo rezidenco? Ja, to je pa za nekaj čisto nova stvar, uradno, neuradno že dolgo časa, uradno pa od danes naprej. Mi smo vstopili prav na snemalni dan, kjer smo ujeli celotno ekipo, imate najlepše moške in najlepše dekleta v svoji družbi. Kako so se vas usmilile? V bistvu sem rekel, če so zdaj, so tako rekli vsi ja, ne, kar je logično po eni strani. Ne. A je res, da se tepete oziroma šeškate? Brez tega te palače in mene ni, ne, tako da ja, govore, ja. Še v nečem se govori, da naj bi v bistvu pred 10 leti že vi posneli svojih 50 odtenkov sive. Dejansko ja, jaz sem si izmislil šeškanje, ne, in potem 50 odtenkov sive roman in film sta ga od mene ukradla, tako da jaz sem to delal že 10 let prej, to ni noben štekal, zdaj pa očitno vsi štekajo, ne, in to je fajn. Preprosto vas hočejo? Ja, preprosto ne hočejo. Ja, tako pa smo spet z nami. Videli ste že uvodno v bistvu neko pripravo na videospot in v njem verjetno prepoznali našega prvega danosojšnjega gosta. Z nami je Istok Gartner. Pozdravljen. Lepo zdrav in okvir kamera, to moram gledati. Lepo zdrav vsem gledalcem oddaje Top Music in najboljše televizije na svetu, TV Celje. Danes smo se kar 2 tule v studio najdla, ne? 2 Istoka, ne? Tako je, ja. Svaka čast. Ja, nič, začela smo z tem nekakvim remakeom, se pravi neko pripravo na videospot, ki si ga zdaj lansiral, predstavitev tukaj v kinocentru. Zakaj je takšna predstavitev, recimo? Nekaj zanimivega? Ja, rekli smo tak, ne, vsi ostali dajo spot na YouTube, Istok fucking Gartner ga da pa v kino, ne. Tako da, lej, malo v šali, malo zares, pač odločili smo se, da ta spot ne bo samo spot, ampak bo dogodek, ne. Naredili smo cel projekt, povezan s tem, kar si zdaj malo v spotu tudi videl, preče ne bom izdal. In dejansko ta projekt je bil vreden kinotretmaja, tam smo pripravili enurni, komično, zabavni, erotični šov, dvorana je bila polna, tako da moram se še enkrat zahvaliti vsem ljudem, ki so prišli to pogledati. In lej, spot pa bo vsak čas, dokaj dan še nimam samo, ne, gost na glasbeni oddaji, pa nimam spota. Lej, spot bo se še rihta, malo montira, da bo še boljši, kot je bil v kino, zato ga še ni, no. Aha. Zdaj, v tem zakulisu smo videli, da se je spot snemal na eni zelo zanimivi lokaciji. Lej, povej direktno, ne ti ne bo narobe, da hodiš tja, ti. Kristal, nočni klub Kristal v Celju, bom rekel, zelo fantastična scenografija za ta spot, dosti je tudi tako fajn v rdečem, tu vidim, mi je zelo všeč, ne. Teda, če lahko pokažem, to je, ne, imam eno slikico sabo, to je en plakatič iz tega, boste ujeli? Aha, evo, to je en plakatič iz tega snemanja, to na tej sliki so te 3 punce, katerih me špoj verjetno kaj prašal, za kakšne številke, kaj takega. Ja. Skratka, lej, nočni klub ta je v bistvu fantastična lokacija in fantastična scenografija, zato kar sem jaz rabo in smo tamkajšnja dekleta nagnali v zgornje prostore spat, pa so mi za cel dan v bistvu okupirali ta klub in noter posneli v bistvu spot od jutra do večera. Zakaj si bral prav nočni klub? Lej, tako sem ti rekel, nočni klub je v bistvu sem se počutil kot doma, ne, to je prva stvar. Kot drugo je pa scenografija, se pravi te rdeči kavči, imamo tudi eno, ki pleše na drogo gor, erotični ples v spotu, tako da vse je štimalo, ker če bi to mi snimali druge, bi mogli vse prenesti, pa vse zrihtati, pa naštimati, tam je bilo pa že vse narejeno in smo rekli, gremo tja posneti. Naslov je zanimiv, Udari me. Udari me, no, ki razmišlja, da slučajno tepemo punce, bog ne daj. V bistvu gre za šeškanje, ne, se pravi po modelu 50 odtenkov sive, tega znanega filma in romana.
Je pa zanimivo, da ta pesmica je stara že 10 let. Ne? Pazi, to je na mojem albumu izpred 10 let se ta komad nahaja, ampak je šele zdaj postal aktualen, ker je šele zdaj ljudem v Sloveniji jasno, kaj to šeškanje sploh je po zaslugi tega filma, ampak jaz sem že pa 10 let prej govoril o tem, da ženske to vzburja, vznemirja, če jih ti malo nežno našeška s kakim bičekom, z roko in tako naprej. In o tem ta komad govori in o tem je v bistvu ta cel projekt. Rad sam tudi šeškaš punce? V bistvu ne rad, moram, ne? To zdaj moram početi, ne? Že po defaultu, tako da tudi vabim zdaj vsa dekleta, ki bi rade to provale, pa ki imajo doma može in pa fante, ki so dolgočasni in zaspani, isto Gardnerje v akciji in roke, ker letijo sem pa tja, tako da ja. Ti si probo že, Kero, našeškati? Tudi. Boš prišel k meni inštrukcije? Bom. Potem si rekel, v tem spotu so v bistvu 3 punce. Kako si prišel do njih? V bistvu punc je več. Ti bom zdaj povedal, kje se noči te zanima. Te 3, ki si jih videl na plakatu, so ene zelo mlade, obetavne manekenke. Ena je bila celo Miss Smrkle pred leti. To so Neja Krampel-Mastnak, Antonela Detiček in pa Julija Krajnc. Te bojo čez leto, 2, če mene vprašaš, top modeli v Sloveniji, če ne širše. Notri je tudi Miss Universe 2013 Sara Savnik. Sara, če to gledaš, lepo zdrav. Notri je tudi Riki, slači fant Riki, potem notri je, pa pazi zdaj to, so pa 3 barovci, ne? Se pravi z tega reality show bara, Vita Udovič, Maruša Trampuš in pa Miloš Mar, pa še celjski repa Rajm Gat. Tako da naredili smo vse, kaj možno in smo dali v ta spot top ekipo. Kako si pa prišel do teh ljudi? Si jih sam nabral? Pazi, to pa sem pač, ker sem to jaz, ne? A veš, vzel sem telefon, halo, Vita, halo, Maruša, halo, Sara, ste za, ja, smo itak in so tule in smo. Ni bilo potrebno punce prepričevati? Ne, v bistvu, tem puncem šeškanje tudi paše in so bile takoj za, vedeli so, da bo to en dober projekt, to je v bistvu, malo se šalimo, ampak šalimo na stran, to je projekt, ki ga je delalo v bistvu 20 ljudi, ne. To smo imeli vse, kar treba, to smo imeli režiserja, imeli smo ekipo filma Vloga za Emo, ki je ta spot tudi snemala. Bom rekel, Vladimira Skale je ogromno pomagala pri tem projektu. Skratka, vse se je poklopilo, no. Kaj imate vrošto notere, kaj si ti malo? Malo pa res, ne? Svaka čast. Juni se začenja, ne? Juni se začenja, bravo. Lahko morda izdamo kakšno pikantno podrobnosti snemanja? V bistvu ni pikantna, je pa smešna, ne? Namreč notri imamo tudi eno profesionalno plesalko na drogu, Nino Pejkovič, ki je mene učila šeškat, ne? Jaz kot glavni frajer tega spota nisem znal šeškat. Jaz sem pač navajen biča v povezavi s konji, pa z ovcami, pa s kozami, ženske sem pa vedno z rokami rihto, ampak jaz sem se mogel zdaj naučiti šeškat, ne? In Nina je meni razložila, da moraš ti to udariti, ker fejst, ne? Ne sam mal, jaz sem pa sam mal, ker je bilo strah in ona me je naučila, da to moraš orengi, pa sem padel not in pa se je nje malo poznala to nariti, ne, ampak je rekla, bolj ko se pozna, boljš je. Ona je pač take sorte dekle, tako da opozarjam pa fante doma, da ne bojo pretiravali, treba z občutkom, pa potem kak punca reče, ampak to je ta podrobnost, da jaz kot veliki frajer nisem znal šeškati. Povej mi, kakšni so tisti prvi občutki, ko si videl videospot, odzivi občinstva? Bil sem zelo v bistvu, vedel sem, da bo spot dober, že ko smo se dobili, ker sem videl ekipo, videl sem Janez Postoslemšek, to je bil direktor fotografije, tudi pri Vlogi za Emo je sodeloval, Samo Mervar, zelo dober erotični fotograf slovenski, pa tako sem rekel Vladimira Skale in pa Anja Kogoj, vrhunska make-upica, pa Ana Marija Mikulčič, tudi iz Kopra za frizure. Vedel sem, da bo spot vrhunski že tam, ampak nisem pa vedel, da bo tako fajni, ko je bil narejen, ne, in v kino, veš, ko je to bilo na velikem platnu, tako se po nad filmi vidijo, ne. Jaz sem sam gledal, ljudje so bili navdušeni, so ploskali, se smejali, dvorana je bila polna, tako sem že rekel, res sem navdušen in ko mi čakam, da prije spot ven, da ga potem tudi k tebi, zakaj nimam spota, tam lahko še enkrat gost, ne. Ja. Bravo. Kaj sledi? Zdaj v bistvu, tako sem rekel prej, ne, to ni zgolj pesem, to je projekt. Ne. Jaz pred 8 leti, ko sem imel ginekologa, ne, to je bil podoben projekt temu in smo pol na odru nastopali, jaz sem bil oblečen v zdravnika, punce so bile oblečene v medicinske sestre, imeli smo ene, ko so bile kao noseče, pa so na odru rojevale, cela norija. Zdaj imamo pa podobno finto v glavi, da bi mogoče se odločili ta komad promovirati po Sloveniji s šovom, ne, se pravi šeškanjem, z biči, z malo erotike ali karkoli, v glavnem, to je zdaj plan, tako da jaz v bistvu sebe nimam glih za glasbenika v tistem pravem pomenu besede, pa meni je vse ostalo, kar zraven pride, se mi zdi še bolj pomembno. No. Kako bi to izvali? V odru, na koncertu? Na odru, na koncertu, pod odrom, v WC-ju, backstageu, pri ženskah doma, kjerkoli. Tule mogoče na tem kavču, če bi jih kdo želel, meni je vse.
Ja, seveda naslednjič punce prepelje sabo, ne? Če bi vedel, jaz mislil, da tebe danes ne bo, ne? Dan pa sam, sem jaz mislil, ne? In potem sem tebe videl, sem rekel, kaj si ga ti zdaj polovo, pa še Istok moje ime, ne? Zakaj nisi ti prepeljal vse ene punce za njega, pa klej, nisem, sorry, naslednjič bom. Če me povabiš, bom, absolutno, ne bom. Vsekakor, v premjeri videospota se vidimo še enkrat. Nujno. So še kakšni drugi projekti, zaradi letos glasbeni, ali je to v bistvu... Zdaj v bistvu ta spot in ta projekt, jaz upam, da je to odskočna deska za nekaj še boljšega, ne? Za kakšen nočni talk show, za kako vdajo, za karkoli, kam imam jaz v glavi, kar mene veseli, ne? Bom rekel, in jaz upam, da je zdaj ta promocija, zdaj smo vse posod, karkoli odpreš, karkoli pogledaš, smo mi tam, še tule smo, vidiš, ne? Tako da jaz upam, da v kratkem času bo še marsikaj zraven prišlo, kar pa še ne bom izdal, so plani, so ideje, ampak zaenkrat ne ostane pri tem, da mora spot priti na YouTube, da ga bi lahko vsi videli. No? Pesmi še imaš kakšne zaloge za nas? V bistvu pesmi imam jaz, ta videospot Ginekolog, morate še nekje v arhivu imeti, izpred 8 let, pa Hočem te zase, skupino Select je tudi en moj spot, pesmi imam jaz več kot 20 na tem albumu gor, samo to je staro vse, ne. Tudi ta komad je star, sam zdaj je bil aktualni, smo ga naredili in smo navdušeni, ne. Lahko jaz zapojem tu na mikrofonu, kam imaš? Nažalost, ta ne dela. 1, 2, 3, can't tell you, ok, sorry. Dobre, ja. Bi rad, če kaj povedal našim gledalkam, preden se Mija poslovima? Že, ali kaj? Kaj še imaš goste? Seveda, še dva. Lahko mi predstaviš na drugo, ne sem da? Žal nekaj čakajo v zavodnju. Dobre. Ja, nič, rekel bi mogoče gledalkam, glede tega šeškanja, ne, dajte proba to, ne, ker to je res fajn, to je erotično in moški tudi, nekaj obupa, če vam reče ne, prepričite jo, sam pa paste, ker bo hotela skos, ne, ker pol od takrat naprej je pol seks, ni več navaden seks, ampak je šeškanje, sadomazo in to, ampak je dober in cool, ti pa tudi probi. Bom, hvala. Ja, kaj smo selfija, smo naredila že? Smo že, ja. Pa te dam na Twitter gor, zale. Boma zrihtala, lepo daj. Ok, zmenjeno, bravo, vseeno. Istok, hvala za obisk v našem studiu, vidimo se ob izdaji videospota. Hvala lepa.